Živijo poslušalke, poslušalci, z vami sem spet Probi in vaš najljubši podcast Verzace, kjer se z znanimi domačimi avtorji pogovarjamo o pravem pomenu njihovih besedil. Z mano je danes človek, ki je v življenju stal na toliko odrih, da sta samo dve opciji. Ali je glasbenik ali pa fasader. Dame in gospodje, Jan Plestenjak je z nami. Pozabil sem vedeti, da igram super tudi kitaro. Seveda, gospod Jan, ko prebiram vaše verze, kot bi jih pisal sam, če bi imel talent, karizmo in tak hairline, se človek lahko nauči pisati skladbe ali se s tem enostavno rodiš? Dobro vprašanje. Mislim, dobra pesem mora imeti vedno veliko protislovja, veliko nasproti, ne, da zaobjameš poslušalce na obeh spolih, mislim polih. Ne, pusti, da vzamem te, pusti, da grem blizu, daleč. A štekaš, ej, ne, spekla do raja, dol gor, ne, če ljubezen poliže, ne, ljubčkamo se, ne, stara dobra, ne, rad se dotaknem, bom rekel, obeh in stare in dobre. To je super nasvet. Izpostavil bi tudi, da pri vaših delih, čeprav so umetnost, še vedno prednjači resnica. Ravno sem bil na sprehodu poslušal vaše skladbe in ena novejših se začne z besedami Zgoraj je nebo. Na kar sem pogledal gor in ne boste verjeli, zgoraj je res bilo nebo. Tako da ne sam romantičen, tudi nadvse faktualen avtor ste. Ja, to sem jaz. Mislim, mnogi bojo rekli, da so moje skladbe v večini ljubezenske, ampak niso. Ej! O, našane o Ljubljani, to je skladba o nepremičninah v centru Ljubljane, recimo, ne. Potem sobah 102, vse, kar se ne sme, to govorimo o krajih hotelskih brisač. Pleši z mano Lolita, je posebna izpoved, en komad sem ga napisal, sem se enkrat zastrupil z morskimi sadeži. Bil sem v stiski brez apetita, konc je bilo in pot sem napisal, vsaka noč je zadnja noč, vsak dotik je ogenj vroč. A štekaš? A res? Oj, hvala za to. Veš, kaj me še zanima? Zdaj praznuješ Abrahama. Verjetno pripravljate ogromen žur, zraven pa ognjemet, manekenke, Porsche in ni da ni. Se motim? No, jaz sem skromen. Kozarček vinčka, malo pršuta in najožje prijateljce, ampak res najožje. Če se pa dotaknem še manekenk, mi pa sploh všeč. A potem na zabavi ne bo glasbe? Valjda bo. Igrali bojo oni kolegi, predvsem, ki pišejo dobre tekste. Moj prijatelj, Jože, potrebuješ, dragi, s tisto skladbo, s katero si vedno pobestrim večerke z avtom zaružim v blato. Katera je pa ta? Mal naprej, pa mal nazaj, Pa Žan Seržič pride, jaz mu pravim Srči, tak Srčak, jaz sem mu pomagal napisati tisto skladbo o Darsu, ne. Vedno na te spomnim se, ko sneži. Pa upam, da pride z Goriškega Peran, Kreslin, s komadom, ki si ga zmer zapojem, ko začnem. Tukaj to familijo, družini, otrocih, partnerci. Vse se da? Ne, še je čas. Seveda, še je čas. Jan, najlepša hvala za gostovanje, vso srečo ti želim na odrih. Vi pa nas poslušajte tudi naslednjič, ko bomo v podcastu gostili vse slovenske podcastere, ki komaj čakajo, da tudi njih končno nekdo nekaj vpraša. Se slišimo? Ajde, čau. A te zanima, kaj se zgodi naslednjič? Ja, ljuba duša, naroč se, da ne zamudiš. Točno tako.